Ste ob teh prvih kadrih pomislili, wow, to je pa lepo. No, lahko ste pomirjeni, očitno imate čut za lepoto. Kajti, čeprav je lepota subjektivna, pa smo si ljudje kar enotni glede osnovnih pravil estetike. In Mazda CX-5 je, objektivno gledano, lep avtomobil. Skrivnost njene lepote je v tem, da na njej ni ničesar preveč. Vsaka linija ima svojo funkcijo, nobenih nepotrebnih baročnih okraskov ni, ki bi jih lahko kdo proglasil za kič. In kot je v našo kamero pojasnil glavni dizajner Anglež Kevin Rice, je lepota globalna, ljudje po celem svetu glede lepega menijo enako. Predvsem pa je lepota tudi trajna. To pa ima tudi zelo konkretne učinke pri prodaji rabljenega avtomobila. Enako nas je CX-5 navdušil v kabini, sploh v tej prestižni svetli kombinaciji. Položaj za volanom je dober, zadnja klop nudi precej udobja, tudi ko se morajo na njej peljati trije. In vsakič se navdušimo, s kako preprosto rešitvijo se dviga polica pri odpiranju prtljažnika. Hvalimo berljivost projekcije hitrosti in navigacije na vetrobransko steklo. Na sredinski konzoli pa je ta Mazda še zelo drugačna od konkurence. Njen velik zaslon namreč ni občutljiv na dotik. To bo nekaterim zelo všeč, drugim pa malo manj. Nas pa je bolj zmotilo, da ne ponuja priključitve CarPlaya. Naš asistent v telefonu naš glas namreč že veliko bolje pozna kot pa teta v Mazdi. Zelo dobro pa nam avto asistira, ko ga zapustimo. Zaklene se namreč sam. Hvalimo delovanje aktivnega tempomata, ki zavira do ustavitve in samodejno speljuje. Kar pa se voznih lastnosti tiče, nas je zaradi naših izkušenj z Mazdami 3, 6 in CX-3 nekoliko presenetilo, da je CX-5 tako izrazito udoben, oziroma bolj udoben kot dinamičen. Pri hitrem ovinkarjenju sedeži recimo ponujajo malo bočnega oprijema in avto je treba kar nekoliko prisiliti, da gre v ovine. A ne razumite nas narobe, vožnja s CX-5 je zelo prijetna, sploh na avtocesti. A ne smemo prezreti dejstva, da pri marsikaterem konkurentu dobiš na voljo izbiro značaja, torej poleg udobja tudi dinamiko.